Ta arbitražni sporazum v 7. členu Slovenijo zavezuje, da v 6 mesecih po sprejetju razsodbe sodišča spremeni notranjo zakonodajo, če in kjer bo ta v nasprotju z odločitvijo sporazuma. Ta 7. člen se nanaša na vso notranjo zakonodajo v Sloveniji od zadnjega podzakonskega akta do ustave. Odločba, ki je včeraj sprejelo Ustavno sodišče, govori o tem, da se bomo v primeru neugodne odločitve arbitražnega sodišča znašli v izjemnem notranje pravnem položaju, ki bo terjal tudi spremembo ustave in temeljne ustavne listine, pa tudi spremembo zakonov, ki sedaj določajo teritorij države. Se pravi, spremeniti bo potrebno zakone o območjih občin, sodišč, upravnih enot, volilnih okrajev in druge zakonodaje, ki določajo teritorij in predstavljajo seveda takšne spremembe poseg v ozemeljsko celovitost in tudi nedeljivost države. Vendar Ustavno sodišče sporazum, ki posledično nalaga Sloveniji celo spremembo ustave in temeljne ustavne listine v delu, ki določa mejo, razglaša za ustavnega. Vladna koalicija pa napoveduje, da bo sporazum, ki posledično nalaga spremembo temeljne ustavne listine in tudi ustave, sprejemala brez posvetovalnega referenduma in z navadno večino v državnem zboru. Izrek odločbe Ustavnega sodišča je v posameznih točkah neskladen sam seboj in tudi z obrazložitvijo. Tako izrek Ustavno sodišče pravi, da je temeljna ustavna listina trajni in neusahljivi vir državnosti. V točki 63 pa dopušča možnost, da bi izvršitev razsodbe lahko pomenila neskladje s to listino in tudi s 4. členom ustave o ozemeljsko enotni in nedeljivi državi. Seveda zaradi tega ne drži trditev v izreku, da sporazum samo vzpostavlja mehanizme za mirno rešitev mejnega spora. Arbitražnemu sodišču daje zlasti pristojnost, da potek meje začrta. S tem določi teritorij obeh držav in lahko glede na obveznost odločitve v 7. členu tega sporazuma poseže tudi v temeljno ustavno listino in v samo ustavo. In ta sporazum v spornih točkah, gre za prvi odstavek 3. člena, točka 4 in 7. člen tega sporazuma, po mnenju Ustavnega sodišča ni v neskladju niti s temeljno ustavno listino in ustavo, čeprav sodišče potem obrazložitvi opozarja, da lahko glede na odločitev arbitražnega sodišča pride do posega v prav te iste odločbe, oziroma v prav te iste določbe. Odločba Ustavnega sodišča je zaradi tega unikum, če se takšnega v Sloveniji še ni bilo. Unikum je v ustavni presoji, sprta je sama seboj. Sodišče je dopustilo sprejem akta, ki povzroča morebitno ozemeljsko deljivost teritorija, ki je po zatrjevanju te iste odločbe Ustavnega sodišča ustavna materija in je seveda ta teritorij tudi nesporno slovenski. S tem delom odločbe Ustavno sodišče spodbija načelo, na katerega se v tej isti odločbi in v presoji samo sklicuje, to je načelo uti possidetis iuris, torej, da v novi državi Slovenci ne moremo imeti manj teritorija, kot smo ga imeli v prejšnji. To Ustavno sodišče izrecno zapiše v izhodiščih, potem pa tudi prav tako izrecno dopusti možnost, da ga bomo po tem sporazumu imeli manj. In vse do tej zadregi, ki je očitna, če preberete odločbo v celoti, Ustavno sodišče potem nenačelno poziva k spremembi ustave in tudi temeljne ustavne listine še pred odločitvijo arbitražnega sodišča. Čeprav seveda Ustavno sodišče ve, da se oba akta sprejemata z dvotretjinsko večino. Ustavno sodišče izrecno dopušča možnost, še enkrat ponavljam, Ustavno sodišče v odločbi izrecno dopušča možnost, da bo rezultat arbitraže lahko neustaven,
In sicer pravi, da bi se to zgodilo v primeru, če bo nasproten temeljni ustavni listini. Neustaven bi tako lahko bil, če Sloveniji ne bi zagotovil teritorialnega dostopa do odprtega morja. Če bi bil rezultat arbitraže neustaven, bi, kot ustavno sodišče izrecno priznalo, prišli do strašno neugodne situacije, ko bi bili primorani rezultat arbitraže spoštovati, izvedbeni zakoni in akti pa bi bili notranje pravno neustavni. V praksi to pomeni, da bi morali naknadno spreminjati ustavo, ker bi bil mednarodno seveda prevelik škandal, če ne bi spoštovali razsodbe arbitražnega tribunala, za kar se bo Slovenija z ratifikacijo izrecno zavezala, ker o tem neposredno in nedvoumno govori 7. člen arbitražnega sporazuma. Da bi se izognilo temu protislovju vsaj navidezno, je ustavno sodišče potisnilo glavo v pesek z naslednjo ugotovitvijo, ki je res potrebno večkrat prebrati, ker pravi: sodniki ustavnega sodišča se ne moremo spuščati v to, ali bo rezultat sporazuma neustaven ali ne. Mi se da odločamo le o ustavnosti procedure, ta pa sama po sebi ni neustavna, torej je sporazum ustaven. Naj spomnimo, da je o prepovedi referenduma o zakonu o odvetniških tarifah in tam je šlo za bistveno manj pomembno materijo kot v tem primeru, ko gre za določene meje. Ustavno sodišče govorilo ravno nasprotno in to zelo hrabro o neustavnih posledicah in ne o proceduri. Če s proceduro vse v redu, samo prinesla bo neustavne posledice. V tej odločbi pa je reklo, da bodo posledice lahko tudi protiustavne, ampak procedura je pa v redu in zato je zadeva ustavna. Seveda ni nobenega razloga za to, da procedura ne bila protiustavna vedno takrat, kadar povzroča neustavne posledice. Sej gre za vsebino, ne za formo. Ustavno sodišče brani ustavo, ne pa papir ali črnilo, s katerim je ta ustava napisana. Vsako sredstvo, v tem primeru gre za proceduro, ki omogoča vsebinsko neustaven rezultat, je tudi samo neustavno v delu, v katerem ga omogoča. In to dejstvo za ustavno sodišče v Sloveniji nikoli doslej ni bilo sporno. In zaradi te odločbe, ki je bila izdana včeraj, bo moralo ustavno sodišče tej sestavi do konca svojega mandata slovenski javnosti pojasnevati, zakaj je vendar procedura, ki lahko omogoči neustavno stanje, sama ni neustavna v delu, v katerem to omogoča. Odločba ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu je zaradi omenjenih dejstev najbolj protisloven akt, ki ga je ustavno sodišče v Sloveniji sprejelo doslej. In vladna koalicija, ki napoveduje, da bo sporazum, ki posledično nalaga Sloveniji celo spremembo ustave in temeljne ustavne listine v delu, kjer ta določa mejo in je za te spremembe potrebna dvotretjinska večina, sprejela tako brez posvetovalnega referenduma kot z povsem navadno večino. In glede na posledice, ki jih to prinaša, seveda celotna vladna koalicija ravna v skladu z izrekom članice te iste vlade, ministrice za notranje zadeve, ki je pred nekaj dnevi na televiziji izjavila, da nikoli ne premisli 3 korakov naprej. V tem primeru bo takšno ravnanje seveda imelo dejanske škodljive posledice, razen če se seveda to ne prepreči z inštrumenti, ki jih slovenska ustava ima, če bodo seveda dopuščeni.